Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji v Mariboru si. Tokrat se bomo pogovarjali o prijetni stvari, o naših najmlajših, o malčkih in seveda institucijah, ki pravzaprav te malčke čuvajo oziroma jih imajo varstvo. Naj si bodo to javne ali zasebne. V studiu imamo 5 predstavnic in sicer gospa Branka Šamec, ravnateljica vrtca Pobrežje iz Maribora, tudi predsednica skupnosti vrtca v Maribora, pa tudi v slovenski skupnosti ste, ne da? Pozdravljeni. Ja, gospa Marta Hrženjak, ravnateljica vrtca Jadvike Goleš, pa podpredsednica skupnosti vrtcev Maribora. Potem je gospa Anica Hausvirt, kot vzgojiteljica iz vrtca Pobrežje. Pozdravljeni. Potem je gospa Tatjana Topolovec v zasebno varstvo pri Nani, ne? Potem pa tudi gospa Viktorija Kovačič iz zasebnega Valdorfskega vrtca Studenček. Lep pozdrav tudi vam. Dajte mi povedati, a so zdajšnje generacije otrok bolj zahtevne, kot pa tiste izpred 10 let, ker je to več bolj dolgo. Pa bom začel pri gospa Hausvirt pri vas. Jaz bi rekla, da starši in otroci veliko več pričakujejo, kot so pričakovali pred leti. So zahtevni, zahtevajo celotnega človeka od trenutka, ko prestopijo naš prag, pa tudi v popoldanskem času. Včasih se nam zdi in tudi staršem, da so vse premalo z nami. Tudi starši se radi zadržujejo pri nas v vrtcih in niti otroci večkrat izražajo željo, da bi še ostali, ne želijo domov, kar nam pove, da se pri nas prijetno počutijo, pa tudi starše preko sodelovanja z njimi, preko različnih oblik sodelovanja jim pokažemo, kako se lahko z otroci pogovarjajo, kako se lahko z otroci z različnimi materiali A niso že vsi na mobitelih danes? igrajo. Tako že pri 2 letih že pride z mobitelom. Sreča ne. Hvala In jih Bogu. niti ne pogrešajo v vrtcu. Sreča ne. Imate podobno, se spominjate? Ja, sigurno. Vedno bolj so tudi vedoželjni, veliko pozornosti zahtevajo, tudi mogoče, kot ste omenili, mobitel, pravzaprav moramo tudi mi iti s tehnologijo naprej. Zdaj ne morete dejansko, verjetno ne morete reči, da mobitelov ni, ne? Ne, ampak jih Ali ne kako? prenesejo, zato ker jim ponudimo druge dejavnosti, s katerim potem se to premosti in mobitele ne uporabljajo potem doma pravzaprav. Ni še potrebe v vrtcu. Ja, mislim, da je to, kar je družba, ta bolj svoboda, nagnjenost k individualnosti in nekako iskanje bolj pravic za sebe, za svojo družino, za svojega otroka, je nekoliko spremenilo naš položaj in tudi seveda pričakovanja staršev in posledično tudi otrok. Vrtec mislim, da ima tukaj veliko vlogo, da staršem vseeno pomaga pri tem, da vseeno nekako skupaj s starši vzgojimo enega otroka odgovornega, takšnega, ki bo znal za sebe tudi poskrbeti v tistih osnovnih stvareh. In tukaj mogoče se je tudi v družini malo spremenilo, drugače pa otroci so izredno nadarjeni, bi rekla, ta njihov miselni razvoj je izredno hiter, bolj kot je bil včasih. Vse to, kar jih obdaja, toliko impulzov okrog, je seveda vplivalo na njihovo dojemanje in na njihov razvoj. In tukaj mora vrtec tudi znati eno mero dati med vsem tem, kar je mogoče preveč, bi rekli danes, ker je vse na razpolago, in kar je mogoče za otroka, za njegov socialni razvoj in za to, kako bo vstopal v življenje in kako se bo odločal in kako bo znal za sebe poskrbeti prav. Tako da mislim, da so razlike, ampak vseeno vrtci tukaj imamo veliko vlogo, da jih preveč ne dopuščamo. Oziroma ne v nepravo smer, da otroci še vseeno imajo otroštvo in da jim je lepo. Zakaj se pravzaprav starši odločijo, da grejo v zasebno varstvo, tako kot je recimo to pri vas? Torej, razlogov je več. Jaz bi rekla predvsem to, da si ne želijo v bistvu vpisati tako majhnih otrok še v javne vrtce. Vseeno jim nudi recimo zasebno varstvo neko bolj domačnost še, skupinica je zelo majhna, še vseeno čist drugo, kot v javnem vrtcu, recimo tudi sistem. Razlog je tudi ta, da mogoče niso dobili mesta v vrtcu, pa so poiskali takšno obliko varstva.
Mogoče pač tudi, ne vem, različne individualne potrebe staršev, da si pač želijo raje zasebnega varstva. Ja. Tudi pri vas ne pridejo, bom rekel, z nekimi specifičnimi željami. Ja, pri starših je ta zavest vedno močneje prisotna, kako pomembno je otroštvo, zgodnje otroštvo, in zato so tudi pričakovanja staršev postala zelo visoka. Otrok je po moje vedno bil otrok in bo otrok, ampak mogoče smo ga razumeli na drugačen način in pač vse teži k temu, da vedno bolje razumemo otroka in se želimo v to, kaj bi najboljše lahko otroku ponudili, poglabljati in na tej zavesti delati. In naši starši pač pričakujejo v sodobnem času, da bo majhen otrok, mogoče to je zelo drugače kot 50 let nazaj, ali pa 20 ali pa 30, da bo otrok se veliko gibal na svežem zraku, da bo zelo individualno, spoštljivo, ljubeče obravnavan, naj si bo to že iz planičke naprej, da bo imel človeka, ki se bo mu zavzeto predajal, ki bo imel čas za njega, da bo potekala ena kakovostna komunikacija, medsebojno spoštovanje, sploh ko govorimo o zelo majhnih dojenčkih. Kasneje starši pričakujejo tudi mogoče pri nas, v našem vrtcu, jim je to všeč, da imajo otroci veliko umetniških dejavnosti, da z rokami ustvarjajo. To se pravi, ta koncept, da vrtec ni šola, ampak da je vrtec zelo celostno in kompleksno zastavljen, torej otroci slikajo, pojejo, plešejo, ni toliko na izobraževanju poudarek in veliko staršem je to vedno bolj všeč. In zato se pač odločajo tudi mogoče za drugačne pedagogike. Všeč jim je ta odnos do prehrane, zdrava prehrana, lepe navade in predvsem ta komunikacija, ki je zelo drugačna, ki temelji na enem pozitivnem motiviranju, spodbujanju otrok. Ni toliko več teh navodil z ne smeš, tako se ne dela. Tudi pri nas ni tekmovalnosti in otroci je pravzaprav ne potrebujejo. Mi pač gradimo, da je vzdušje za otroci tako pozitivno in med sodelavci, da enostavno je to v prostoru, v celotnem vzdušju in v odnosih. Pač s temi specifičnimi željami pridejo, ampak verjetno neke velike razlike zdaj, bom rekel, pač eno zasebno, eno waldorfsko, pa javni vrtci, načeloma ni, ne? Vi kot vzgojiteljica, kaj vidite? Je to taka velika razlika? Ali smo pa pravzaprav, bom rekel, starši mogoče preveč postali zahtevni? Kaj se vam zdi? Jaz bi rekla, da se razlike počasi brišejo. Mi že kar 26 let, kar smo v vrtec Pobrežje uvedli metodologijo korak za korakom, ki je ravno tako temelji na 6 centrih aktivnosti otrok in njegovi lastni izbiri, njegovi lastni želji po ustvarjanju, udejstvovanju, glede na njegove sposobnosti, interese in zmožnosti. Hkrati pa otroke spodbujamo in iščemo njihove predloge in želje in na osnovi njihovih predlog in želja potem izpeljemo različne projekte, kjer so oni in starši v aktivni vlogi. Tako da mislim, da se stvari kar malo počasi brišejo. Naj povem, da gospa Hauswirth, nismo prej povedali, je dobitnica odličja Gustava Schillicha, ki se podeljuje za dosežke, ki pomembno prispevajo k kvalitetnemu delu vzgoje in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju ožjim in širšim okoljem. To je velika nagrada, bom rekel, zadovoljna. Zakaj ste jo dobili tako? To je priznanje za dolgoletno življenjsko delo. Bi še enkrat bila vzgojiteljica? Še enkrat. Še enkrat. Zdaj bom vprašal, gospod Topolovec, vas poznam tudi sicer, bom rekel, še odprej. Ves čas se ukvarjate z otroci. Pravzaprav eno je plesna dejavnost, tam imate z otroci, hodite pravzaprav v kolonije, čuvate otroke. Zakaj se niste preprosto odločili, da boste vzgojiteljica, pa se prijavite na eno izmed delovnih mest, ne vem, v enega vrtca? Ker očitno vas otroci imajo radi, ali pa vi obratno, koliko vas poznam. V bistvu sem se že prijavila na marsikateri razpis, poslala veliko prošenj, ampak tako pač je, ko prideš iz šole, v bistvu sploh dan danes je problem s strokovnim izpitom, jaz ga nimam.
to je največji problem. Sicer izkušen precej, ampak ne pravih, ali kako bi temu rekla. No. Preko študentskega servisa sem večino delala, čeprav tudi nadomeščala vzgojiteljice, pomočnice. Izkušenj z otroci imam res ogromno, ampak pač ni šlo dobiti službe v bistvu v javnem vrtcu in sem se zdaj pač odločila na tak način. Je poklic vzgojiteljice danes težji kot v preteklosti? Verjetno je težji zaradi vseh zahtev, ki so tudi mogoče včasih odnosa staršev, seveda je odvisno od vsakega posameznika, kako se deluje, ampak včasih starši želijo preveč posegati v delo vzgojitelja. In povete, da meje so tam. Mi smo vedno odprti, eno je njihova vzgoja, eno pa je vaše delo, zato so tudi strokovno usposobljeni. Mi smo vedno pripravljeni na sodelovanje, da dajo predloge, z njimi skupaj delamo, tako kot je tudi povedala, da sprejemamo predloge, da potem se tudi za projekte odločamo, tudi na njihovo pobudo, ampak nekje pa mora biti vseeno meja. Dokot lahko starši, od kje pa naprej pa so potem vzgojitelji, pravzaprav, ki so zato tudi šolani in se zato tudi sproti izobražujejo. Kaj menite, gospa ravnatelj? Če bi danes rekli, da je delo vzgojitelja lahko, gotovo ni lahko. Velika ena odgovornost vsakodnevno je postavljena pred strokovnimi delavci v vrtcu, ki otroka sprejmejo zdravega, zadovoljnega in da ga takega in še z dodatnimi lepimi izkušnjami in z lepim počutjem oddajo staršem, se pravi v tem svetu, ki pač ogromno ponuja. Delo vzgojitelja se mi zdi, da zahteva tudi ogromno širokega znanja, tako iz psihološkega področja, dela z odraslimi, medsebojnega sodelovanja, kot tudi na področju didaktik, neposrednega dela glasbenega, likovnega področja, gibalnega, da ponujajo otrokom kvalitetne izkušnje, ker danes otroci potrebujejo kar konkretne spodbude in izzive, da lahko z njimi gradimo znanje, za katero pa je vrtec zadolžen, bi rekli, za katerega si prizadevamo v vrsti. To kvalitetno znanje, da otroci sami odkrivajo, raziskujejo, sami razmišljajo, da se gradi njihovo razmišljanje skladno z njihovim razvojem. In vzgojitelji seveda so tukaj postavljeni na veliko preizkušenj. Po drugi strani je pa delo vzgojitelja lahko ena velika spodbuda, kreativni so lahko, gibajo se z otroki, pojejo, plešejo, tako da je, če je na eni strani velik izziv in je zahtevno, je po drugi strani tudi radost. Jaz vedno rečem tako, če si veliko tako, če ne vložiš veliko, tudi ne moreš pričakovati veliko. To me zanima, a se vam ne zdi, da starši v zadnjih letih, desetletji otroke preveč dajo v vato? Znajo razumeti, da otroci tekajo, padajo, tudi pade z buško, ali smo postali preveč občutljivi? Joj, naš pa je padel v vrtcu. Jaz ne pomnim, če nisem vsaj 23krat na dan padal, ko sem bil mali, pa še danes tukaj hodim pa živim. Jaz se bi z vami kar strinjala, je določen procent staršev takih, ki svoje otroke zavija v vato, jih nosi v naročju, ne da tega naj ne bi počeli. Pred grdim svetom, jih je treba obvarovati. In potem mu težko razložiš, da tako majhen otrok, ki teče po naravnem terenu, ki ni raven, pa še razvojno ne more dvigniti toliko noge od tal, ker še to ni v njegovem razvoju tako daleč, pade. In mu lahko rečeš, ja, glej, kak super si padel, nič se ti ni zgodilo, ti si prvak v padanju. Starš bo pa rekel, ja, kako pa je to, da je padel, ne? In če mu znaš razložiti na tak... A so pozabili, da so tudi sami mali bili? Pozabili so, veliko stvari so pozabili. Pozabite vi v teh letih, da so tudi padale, da ste marsikatero špičili, pa raje niti ne rekel kakšne. Vidim, da se vsi ne fajn nasmeli, ker smo vsi špičili, ne? Kaj menite vi?
To je to, kar ste prej omenili, kar nas združuje, ko vidimo otroka, vemo, kaj on razvojno potrebuje, da potrebuje padanje in tukaj v praksi eni vzgojitelji lahko imamo zelo podobna mnenja, bi pa se vrnila naprej, vrag se skriva v detajlih, vrtci so zelo različni in je prav, da so različni. Mi se ogromno v tujini izobražujemo in se sam čudimo, koliko je drugačnih stvari, drugačnih pristopov, drugačnih rešitev. Nam je to zanimivo, se to učimo in vnašamo sem. Ena taka zadeva je recimo pedagogika Amy Pikler, to se pravi nega dojenčkov z individualno ljubečo pozornostjo, kar je profesionalno precej zahtevno, ogromno na tem delamo. To je ena taka zadeva, ki ni kar enostavna. Potem bi rekla, je dosti tega, da to, kar so gospe rekle, integriramo razna področja in en vrtec, ena področja boljše integrira noter v proces, ali so to ročna dela, ali plesi, ali umetniške, druga. In meni se zdi pač to bogatstvo in da je to krasno, da starši imajo možnost to poiskati, to izbirati, da smo različni. Kar se pa razvojno tiče, gledati otroka, ga spodbujati samostojnosti in tako dalje, to pa sigurno ima vrtec veliko prednost pred starši, ker ti iz profesionalnega odnosa čisto drugače gledaš otroka, kot pa starši, ki nimajo ne znanja, ne izkušenj in se bojijo, neskončno imajo radi te svoje otroke, se bojijo. Moja mama je tudi mene imela rada, pa nikoli nič. Tam se je križala, ko me je videla, da se drugačni časi so druga izhodišča in tu rabijo našo podporo, da jim damo mi pogum in tudi povemo, tako pa tako je dobro za otroka in če znamo argumentirati, večina staršev prisluhne. To bi bila moja izkušnja. Prisluhne in radi komunicirajo. Kakšne so zahteve staršev? Zelo podobno, no. Jaz bi rekla, da danes predvsem problem stric Google pri novodobnih starših, ker bilo, kar se z otrokom, tako, bilo, kar se z otrokom zgodi, kaj je narobe, pač pogooglajo in pol je vse živo narobe, kaj bi lahko bilo, kaj ne. V bistvu in pol pač poberejo vso pamet tega sveta, bi rekla, kar z interneta, kar pač realno gledano pač ne gre, ne, sploh v praksi. In pač probajo s tem načinom priti do nas, ampak pač ne gre, no. Zdaj, če mi to seveda v redu obrazložimo, kako se to dela, da je to okej, ne vem, recimo padci, da so v redu, da, ne vem, pač moraš imeti nek način, moraš najti, no, da pol to funkcionira, ne, tako z otrokom, kot tudi starši. Pač da se. Kako pa rešujete te spore, ne, bom rekel, starši, ki znajo biti, bom rekel, precej zaščitniški do svojih otrok? Ja, gospa vzgojiteljica pa ni čuvala onega, da onega vdarov. Jaz se spomnim, da smo se z bratom pa sestro tepli nenehoma, pa smo še danes vsi, še 5krat bolj radi se imamo. Kako to pol rešujete? Vzgojiteljica ni videla. V 8 urah bi morali kaj s kamerami gledati, da ne bo se kdo kerega dotaknil, ali kako? Glejte, v glavnem če se zgodi tudi, ne vem, da nekdo nekoga potisne, da nekdo pade, se tudi na konec koncu se tudi poškodbe zgodijo, to je čisto življenjsko, tako kot smo se pogovarjali. Potem vedno pač ali vzgojiteljica ali pomočnica, kdo je bil prisoten, tudi staršo pove, če je kaj hujšega, ga tudi pokliče. Pravzaprav mi se, če se kakšne poškodbe zgodijo, tudi na konec koncu zapišemo en zapis, ker pač potem nekateri to potrebujejo za naprej, ne vem, tudi če so kakšne odškodnine ali kaj. Sicer pa poskušajo pač vzgojiteljice povedati, kaj se je v resnici zgodilo. Če ne gre, pač potem tudi kdo pride do ravnatelja, no, se skušamo pogovoriti. Moj način je pač tak, da potem tudi pokličem v oddelek vzgojiteljico, pomočnico, ker samo to, kar je starš večinoma se reši. Večinoma se reši. Se pa zgodi, da pač tudi če je bil kakšen gips na roki ali kaj, se pač potem gre naprej, je pač kakšna odškodnina. To je normalno, to je tako, kot pač je gospa rekla. Stric Google je to tudi povedal, to je nekaj časa bila zelo moderno, da če se kaj zgodi, je treba kar do odvetnika, pa kar na zavarovalnico. V resnici, če se nekomu nekaj zgodi, smo postali malo pikolovski, se mi zdi, ne? Malo pretiravamo. Jaz pravim, ni prav, če želiš zaslužiti na otroko, vse je okej, se zgodi, podpišeš, poškodba je vse, ampak ni pošteno, da potem nekdo želi od tega obogateti. Dobro, da malo omenjamo temo. Položaj javnih vrtcev. Kako ste zdaj recimo javni vrtci zadovoljni skupnosti vrtcev Maribor? Konkretno, koliko je denarja
zgradbe bi verjetno ene kar zahtevale kakšno obnovo, ne. Zadnji smo pekarski, tezenski vrtec smo dobili, bom rekel, tam v zadnjih letih v Mariboru, kaj več pa počasi. Ja, stavbe v Mariboru so pravzaprav bile zgrajene tam v 70-ih, 80-ih letih, se pravi stare med 30, 40, 50 let, tako kot ste omenili, nekaj vrtcev je zdaj novih, sicer se obnove delajo, ampak to je prepočasi, premalo. Vemo, da je vseeno 8 javnih vrtcev. Koliko je vseh zgradb? 36 zgradb. In to so v glavnem takrat mogoče največji... Če se ne motim, se mi tam predeli 4000 otrok približno, ne? Preko 4000 otrok je. Zadovoljite v tem trenutku potrebe? Ja, oddelki so polni. Tudi v letos se je odprl, oziroma za to šolsko leto smo odpirali nekaj oddelkov. Ti oddelki so polni. Zdaj seveda se tudi potem se ponujajo še druge oblike varstva, tudi zasebni vrtci. Nekateri pa potem tudi, ne vem, pač počakajo, tudi se premislijo, ampak stavbe so pravzaprav bile zgrajene v enem obdobju, je bil velik boom, takrat predvsem Marles hiše in to je zdaj, v tem trenutku so te stavbe, ki so bile takrat v nekem kompletu zgrajene, zdaj bi vse naenkrat potrebovali obnovo, ne? In tu se potem zatakne, ker ni denarja. Je to največja težava? Kaj pa denar za igrače, za zadeve, karkoli še potrebujete? Moram reči, da to je v javnih vrtcih največja težava, vzdrževanje objektov, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Seveda vsak, recimo stroj, pralni stroj industrijski, ki je dotrajan, ki je že star 20 ali pa 25 let, je kar nekaj časa, da od te, ko nakažemo potrebo, pa potem, da pride do realizacije zamenjave tega. Seveda, ker smo namensko financirani teh sredstev znotraj drugih potreb, ne najdemo, moram reči, da za te potrebe didaktiko, to, kar je za potrebe igrač, opreme, ki jo vsakodnevno otroci potrebujejo, je nekako dovolj, zato poskrbimo in tudi vrtec nekako ne hlasta, da bo zdaj neprestano kupoval nova sredstva, ogromno se izdeluje z odpadnega materijala, naravnega materijala, se nekaj reciklira, predeluje, tako da na tem področju ne čutimo, da bi otrokom karkoli manjkalo, res pa je, da tukaj nas skrbijo te stavbe, ki so res dotrajane, inštalacije različnih elektroinštalacije, vodovodne napeljave v teh starih stavbah. Počasi prihajajo enote vrtcev na vrsto za energetske obnove, so zelo potratne zgradbe, montažne in to gre počasi, ker je nekaj let vse, bi rekli, stalo v tem času, ko smo stopili v krizo, zdaj pa bi bilo potrebno naenkrat vse, ne? In teh sredstev seveda ni. Situacija v šolah osnovnih, ne? Tako. To sem vas mislil vprašati, kako iznajdljivi pravzaprav morate biti, da pridobite material, igračke, kje? Kaj vedno starše gnjavite, dajte nam prinesti nekaj odpadnega papirja, pa vi tam ste v službi, dajte nam to prinesti, ali kako to rešujete? Mislim, da v zvezi z odpadnim materialom in različnimi igralnimi sredstvi, starši otrok, naprimer, ko odhajajo v šolo, marsikaj prinesejo v vrtec in pustijo v vrtcu, da to mi potem kasneje uporabljamo. Odpadni material pa o tem se pa pogovarjamo že na prvem uradnem srečanju, na roditeljskem sestanku v mesecu septembru oziroma že... treba tudi moledovati, če kdo kaj ima, ne? Ja. Ampak sami radi prinesejo, zelo radi prinesejo tudi papir, ki ga zbiramo in potem iz tega papirja potem tudi nabavimo različna igralna sredstva, materijale za ustvarjanje. Tako da starši radi prispevajo in radi. Tudi pri vas je podobno? Ja, pri meni sem pač jaz sama, ne? Sama nabavljam iz svojega žepa, tako rekoč, tako da zaenkrat v redu kaže, no. Pač starši pa tudi radi pomagajo, so že precej prinesli, no. Pa tudi brez kakšnega moledovanja, no. Res radi pomagajo. Ja. Kako pri vas rešujete to
Ja, prostore, to se pravi celotno infrastrukturo financirajo starši sami, s tem, da plačujejo precej višjo ceno, ki se mi zdi za Maribor že skoraj res prav previsoka za kupno moč tukaj. Ampak enostavno naša ekonomika je ta, da stroške, ki jih imamo, seštejemo, delimo z vpisom, ki ga imamo, in to je ekonomska cena, tu nimamo kaj sem pa tja, če hočemo takšen standard otrokom zagotavljati. To se pravi, kadrovsko imamo tudi nadstandard, mi najemamo po neki neprofitni najemni ceni prostor od občine. To je en bivši vrtec, ki je prej spadal v te občinske vrtce, ki ga občina ni več potrebovala, in seveda je tukaj zelo podoben problem, tudi energetska prenova traja že leta, pa še nismo prišli niti na polovico. Zelo smo potrpežljivi, prosimo. Kar se pa tiče opreme, igrač in tega, so naši stroški precej višji kot v javnih vrtcih, ker pač imamo te zahteve ekoloških materialov, to se pravi barvice na bazi čebeljega voska, ki so uvožene, precej drage, kakovostne akvarelne barve, res da ogromno naravnih materialov uporabimo, ampak čisto naravne tkanine, s katerih šivamo, ogromno ročnega dela je, voski, s katerimi delamo, naravni les, s katerim opremljamo, to je vse precej drago, ne? Tako da tukaj je to, pač to ceno starši plačajo v tem doplačilu, ki ga dajo, ne? S tem, da sofinancirani smo precej manj, zato ker v ta strošek občinske ekonomske cene ni zajeto ravno to, kar je gospa rekla, prostori, investicija v prostore, to so sredstva, ki jih občina še posebej javnim vrtcem daje, nam pa ne. Tako da tu so ogromne razlike v izračunih te cene, ne. Ja. Kakšno je samo varstvo, me zanima, se vedno bolj proti večero varstvo otrok potegne, glede na čudne, bom rekel, delovne čase staršev, ali kako včasih je bilo, ne vem, tam do 2, 3, 4 je že bilo, zdaj pa mislim, da celo dokdaj že dežurate, verjetno vsi imate neke take, bom rekel, že bolj raztegljive delovne čase, ali kako? Naš vrtec je odprt do 5. Ravno zato se je to... Ko ste začeli biti vzgojiteljica, verjetno niso do 5 služili. Do pol 4, to je bilo tisto je že bilo, a zdaj pa že... Je to potreba, ali kaj? Ja, je potreba, ja. Potreba je, seveda imamo vse vrtce, mi imamo samo, kot rečemo, ta dopoldanski program je tudi do pol 5, odvisno, kako starši izkažejo potrebo, ali pa tudi do 5, tu nekje smo zdaj imeli potrebo za posamezne starše. Je pa zelo zanimivo, da prihajanje otrok je dosti poznejše, kot je bilo včasih. Včasih se je vrtec odpiral že od 5 zjutraj, zdaj je tu tega se nisem nikoli razumel, zakaj še na pol zaspan pride vrtec. Ampak nekateri starši so začeli ob 6 delati. Vozili so jih z avtobusom. Prihajajo, redko kdo potrebuje tako tu pa tam individualno nekje okrog pol 6, drugače pa večina otrok prihaja okrog 8 ure, ne? Tako da se je to pomaknilo zjutraj. Kako je pri vas? Kako ste se vi uredili, gospod Topolovec? Jo, pri meni isto. Ob 8 mi nekje prihajajo, ali pa najhitreje pol 8. Drugače pa do 4, načeloma imam zdaj to skupinico, grejo zadnji, tako da to je kar okej, no. Ampak vseeno pa probajo, ker je le zasebno varstvo, ne. Ne vem, ko dobivam popraševanja, če je pač možno, ne vem, če delam tudi do 5, 6, če delam več kot 9 ur. Načeloma imamo omejeno na 9 ur, ampak pač, če bi bila slučajno potreba, pač z doplačilom lahko recimo še kakšno urco dlje. To je precej, ne? Zdrži vzgojiteljica, bom rekel tako iskreno, mi ne poveste, koliko let 9 ur dela? Ne, se ne delajo vzgojiteljice 9 ur. Aktivno dela 6 ur pa pol. Aha, takšni so standardi. Ja, ostalo pa je za pripravo na delo, za sodelovanje starši, za izobraževanja. Pomočnica vzgojiteljice pa dela 7 ur pa pol. Kako je pri vas? Enako. Mi smo v kolektivni pogodbi zavezani in pač vsem tem normativom, tako da enak sistem.
starši, potreba je zdaj od 7:15 do 4:15 pri nas, mi se pač tukaj pol prilagodimo, če kdo individualno rabi kako podaljšanje, se tudi potrudimo, da zagotovimo, tako kot je gospa rekla, te dodatne ure. Načeloma pa starši, ki bi imeli velika odstopanja od teh potreb, potem pač k nam ne pišejo. Ne? Ja. No, ampak glede na ta čudni delovni čas, bom rekel, ljudi, ne, ni recimo nekaj popoldanskega varstva, ki bi od 2 začelo pa do 7, 8 zvečer, ker so ravno pač starši, ali pa do 10 so v službi, to tudi imate? Imamo, popoldansko varstvo je tudi v javnih vrtcih. Potem pač takšne date v določeno enoto, ne? Starši pravzaprav že pri samem vpisu potem se kar verjetno odločijo, zato ker ko imamo te vpisne pole, je tudi delovni čas, možnost je teh različnih oblik in potem se tudi odločijo za ta vrtec, kjer pač vedo, da je tudi popoldan odprto, sploh tisti, ki delajo recimo na dopoldan, popoldan, se pač odločijo za vrtec, ki ima organizirano tudi popoldan. Ja. Naslednja tema, prehrana v vrtcih. Tudi vse eko greste k zdravi prehrani ali še lahko tudi kakšen čips pojedo? Ja. No, kako? To se je tudi že precej spremenilo ali kako? Seveda danes, tako kot sem že rekla, meni se zdi, da je res toliko vsega na voljo danes, da je vrtec tudi tisti, ki otroke navaja na nek način in jim omogoča zdravo, raznovrstno prehranjevanje. In mi smo seveda zavezani javnim naročilom. V naših kuhinjah centralnih se obroki pripravljajo 3-krat na dan in vse se kuha, vse se pripravlja iz svežih sestavin in seveda tudi mariborski vrtci presegamo to nabavo živil ekoloških in integriranih in iz lokalnega okolja preko 20%, kar je priporočilo v smernicah za zdravo prehrano otrok. Je ta hrana dražja? Seveda je dražja, ne? Ker se veste, ekološka je drugače pripravljena, tudi večji odpadi so, ampak nekako mi zelo dobro tudi sodelujemo, naše organizatorke prehrane, ki vodijo ta naročevanja, imajo zelo dobro so organizirane, povezane med seboj in nekako skupaj tudi zadovoljujejo te količine, ker ne more nekdo delati takrat 10 kil hrušk, ko bi jih mi potrebovali, ampak se potem povežejo in veliko uporabljamo to lokalno prehrano in seveda tudi zelo skrbimo, da so živila vhodna kvalitetna. Mi smo zelo omejili porabo sladkorjev, bele moke, tudi smo kar z enim projektom šli v to, da smo ozavestili starše in tudi sami sebe, da rojstne dneve praznujemo na drugačen način, ne več s sladkarijami, s prigrizki slanimi, ampak tako vsebinsko, da otrok res tisti dan ima neko posebno doživetje in recimo pripravijo sadno solato ali sadna nabodala ali nekaj takšnega, ker se mi zdi, da vseeno glede na to, tudi to vpliva na bodoči razvoj otroka, če je tega vnosa preveč, teh maščob, se vemo danes, kako vpliva na nas sladkorjev in zelo se trudimo za zdravo prehrano. Jaz mislim, da starši zelo z veseljem berejo jedilnike in pravijo, kakšne krasne jedilnike imate in res kvalitetno se kuha in pripravlja hrana. Tudi pri vas? Ja, nas starši podpirajo pri tej ekološki prehrani, mi pa okoli 70% živil zagotavljamo takšne kakovosti, s tem, da si pomagamo tudi z uvozom. Mi bi v bistvu 100% želeli zagotavljati, ampak ni proizvodnje dovolj. Mi, ko ni sezona, pa v zimskih mesecih, pa to ti ne dobiš sadja, ni korenja dovolj. Eno leto kmet ima, drugo leto kmet nima. Tu pri sami proizvodnji, tukaj lokalno so veliki problemi, še ni pridelovalcev dovolj. Potem starši pač podpirajo naše prizadevanja, da mi otroke navadimo na zelenjavo, na polnovredne žitarice, kakovostne mlečne produkte, fermentirane mlečne produkte. Mesa v vrtcu ne zagotavljamo, to prepuščamo staršem, domači odločitvi, tako da lahko pokrivamo pač te potrebe tudi vegetarijancev, potem veliko diet je. Zdaj, starši so hvaležni, da se otroci v vrtcu v bistvu res navadijo jesti presno zelenjavo, kuhano zelenjavo, žitarice
in to podpirajo in potem tudi več plačajo. Tako da ta strošek starši nosijo, subvencionirano nimamo nič. Ja, še bomo ostali pri prehrani tudi čez nekaj minut. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru vsi, pogovarjamo se o malčkih v takšnih in drugačnih vrtcih oziroma varstvih. Prej smo govorili o prehrani, vedno me zdaj zanima, ne? Vse mi lepo povete, ekološka prehrana, zelenjava, ampak oprostite, jaz 3 otrok ne poznam, da bi znali jesti, ne bom zelenjave, ne bom tega, ne bom onega. Kako pravzaprav greste s to težavo? Mi to doma jemo čokolade, pa ono, kako otroku poveste, da je fajn jesti zdravo? Otroku ponudiš. Otroku ponudiš in prvič, ne, poskusi malo, prvič, naprimer, že pri solatah, marsikater starš reče, pri nas doma sploh solate ne je, kako vam to uspe? Na krožniku, kulturno, lepo. Ker vidi druge ali? Vidi druge. Vidi druge, drugi komentirajo, kako je to dobro, da poskusi, pa še tega in potem tudi oni poskusijo. Na začetku malo, potem pa je to kar krožniki letijo z miz, jaz pa tega ne bom jedel, pa že imate na steni solato. Ne, nikoli se to ne zgodi. Pri vas, kako se hranite? Vi še imate toliko male, da ni težav. Ja, pa tudi jih navajam, da jejo že sami, no, pač čim več, da jih sama ne hranim, ne, tiste najmlajše. Malo pač je hrana okolje, ne, ampak... Je torej zgled, kaj pa potem ko starši, to, ko ste rekli, ne, da kako vam uspe, da je vrtcu jedo to, doma pa tega niti ne povoha? Starši so zadovoljni, zelo so veseli, ko potem tudi otrok pove, kaj vse je pojedo, kaj je danes jedel, ker to je tudi pomembna informacija za njih in so veseli vsega. Imamo pa tudi različne tehnike, naprimer pri polnozrnatih kruhih in živilih smo dali takšne namaze, ki jih imajo otroci zelo radi. Vse to z leti vidi, kaj se da jesti, se spreminja fejst prehrana, bom rekel, z generacijami, dobro, eno je kaj, bom rekel, družba želi, da čim več ekološke zdaj, kar pred 20 leti smo sanjali o tem, ne, ali kako pravzaprav pride izbor hrane? Ja, navajanje na prehrano je skrivnost tem, da gre postopno, to se pravi, da smo potrpežljivi, da damo otroku svoj čas, da vsak okus določen čas ponavlja, da se na novo živilo navadi, da ni vsak dan nekaj drugega. To se pravi, naša skrivnost je ritem in ponavljanje jedilnikov. Pri majhnih otrocih je še več ponavljanja jedilnikov, pri večjih mogoče na 2-3 mesece se ponavljajo jedilniki. To se pravi, vsak dan v tednu ima svoj jedilnik, 3 mesece enako, sezonsko, ne? Potem se pa malo obrne. Hrana je tudi prilagojena otroškemu okusu, to se pravi, da ni prepikantna, da ni preslana, da otrok v bistvu še te fine okuse v zelenjavi pač zaznava, zato mora biti kakovostno živilo, da ohrani to kakovost, te polne okuse v sebi in ko se otroci to navadijo, potem to radi jedo in to je res dobra hrana, ostane nam hrane skoraj nič. In s to potrpežljivostjo in s tem ritmom pač mi dosežemo te rezultate, da otroci potem imajo res radi to hrano, pa kot je gospa rekla, s takimi pozitivnimi spodbudami, da greš vsakemu malo nasproti na njegov način, da mu daš ta čas, silimo pa mi ne. Kako pa je z dietami? Verjetno vsak otrok ima mogoče določeno dieto, potem kako to lahko pravzaprav prilagodite, recimo? V javnih vrtcih je kar veliko otrok z dietami. Velika je intoleranca kar na mleko, oreščke. To so stvari, ki pač jih je potem v prehrani, v sami pripravi potrebno izločiti. Se vam zdi, da je tega zdaj več? Ja, vedno več. Več, bom rekel, tako imenovanih alergij na določeno prehrano. Več. No, vsak otrok v javnem vrtcu lahko z zdravniškim potrdilom dobi dieto, ki je potrebna za njegovo stanje oziroma, da se mu zdravstveno stanje ne poslabša. In to je seveda so pa tudi zelo
zahtevne diete, nekatere, recimo za celiakijo, kjer pač tudi en kuhar posebej samo za dietne obroke pripravlja. Mi recimo na 380 otrok imamo 20-25 diet. Vsak vrtec javni ima svojo, pravzaprav, bom rekel, prehrano ali skupaj? Ne, vsak vrtec kuha za sebe. Aha, ampak imamo eno centralno kuhinjo, potem se pač v enote pelje ta hrana. Pri vas? Mi imamo SP, zunanjega dobavitelja, ki se je specializiral za to področje in je hodil tudi na ustrezna izobraževanja v tujino in zelo dobro sodelujemo, tako da res upošteva naše predloge in je zelo kakovostna hrana. Vi ste pa tudi kuharica vmes? Ja. Ali kako? Še to, ja. Zaenkrat, no. Še sama pripravljam vso prehrano. Še ni teh težav, ne? Veliko raznolike, veliko, bom rekel, diet tega še pri vas. Je. Že? Ste se že s tem imam v bistvu srečevali? več kot pol otrok ima dieto, tako da imam zelo prilagodljive jedilnike, ja. Ampak je pa res, da pač pri takšni majhni skupini pa lahko pač bolj poslušam tudi starše in otroke. Kako pa je s hrano? Pojedo ali gre veliko hrane, bom rekel, ostane? Ne želijo, ne jejo ali kako? To je pač tako, kot se mogoče neka nova jed pripravi, nek neznan okus, morda je pač tega malo več ostane. Ampak načeloma tudi starši težijo k temu, da bi zdravo jedli, tudi doma vedno bolj kakovostno jejo, tudi doma se pripravljajo vedno bolj zdravi obroki in so otroci pravzaprav navajeni. Je pa res, da mogoče, če je kakšna neka novost, je pač malo več tudi odpada. Jaz že prej sem razmišljala o tem, da v zadnjem času, ko je ta ozaveščenost, tako kot je rekla Branka, večja pri starših, tudi to iščejo, pričakujejo in tudi seveda doma spodbujajo otroke in opažamo, da je tega odklanjena, tako kot se rekel Black, jaz tega ne bom jedel, niti da ne bi poskusili, manj, kot je bilo nekaj časa nazaj. In se mi zdi, da in domače okolje in seveda vrtec s to kvaliteto, ko res z veseljem otrokom ponudiš tiste kvalitetno obroke, veš, kako je bil pripravljen, da se je vse pripravilo sproti in je sveže, je tudi pri otrocih tega odklanjanja res manj. In tega, da bi krožniki leteli ali pa da bi kar odklanjali, zelo malo. Imate podobne izkušnje? Ja. Čisto podobno izkušnjo, ja. Se spomnim, ko smo uvajali kašo, da je v Ajlovo, ne? Ja, in v začetku je vsak dobil čisto majhno za poskusiti, ne? In zdaj pojedo vse, kar kaše prispe v oddelek. Tako jim je postala všeč, bom rekla. Ne moramo pričakovati od otroka, da mu bo že prvi dan nek okus všeč. Vedno me je tudi to zanimalo. Celo leto imate, pravzaprav bom rekel, ajde, vsaj veliko mesecev, večinsko meseco, imate otroke v vrtcu. Kaj jim vsak dan ponuditi, zaigrati, učiti? Kdo si to zmišljuje? To more vsak dan nekaj novega ali vsak dan isto, verjetno ne gre, ne? Kje ste pri teh pripravah, recimo, ne? Tako kot je že Vsebino, prej... kaj bodo danes v vrtcu delali, recimo? No, to mislim, da bi bilo vprašanje za Anico, ko je vzgojiteljica, ampak sej na konec koncev mi se trudimo, da izhajamo iz otrok. Se pravi, če se pogovarjaš v skupini, so tudi neke želje in potem na to se tudi tema izpelje, tudi projekti, da otroci potem aktivno sodelujejo in skozi, ko imaš, če rad to delaš, če imaš ta čut, če z veseljem opravljaš, potem tudi lahko slediš tem otrokovim željem in pravzaprav zajameš vsa področja. Ne glede na željo, ki so v nekem trenutku, ki je popularna, lahko potem na to navežeš veliko dejavnosti, tudi področji, da zajameš lahko pravzaprav vse. No, kakšne so te priprave, kaj si izmišljujete, kaj vse počenjate? Priprave so takšne, da ti otroke sploh vprašaš, o čem bi se radi pogovarjali, kaj jih zanima. In potem tole beležimo. Predlogi otrok so različni, od živali, predmetov, prevoznih sredstev, različni repertoarje. In potem naredimo eno tako tabelo in ugotavljamo, katera tema največ otrok zanima. In ko to izločimo, potem pa vprašamo, kaj o tem že vemo. Naprimer, zdaj konkretno, če rečem, zdaj se pri nas so otroci predlagali, da bi se pogovarjali o vevericah.
In kaj o vevericah že vedo, kaj želijo izvedeti, kje bomo to izvedli, kaj bi lahko še vse to, kje bi to raziskovali, kdo bi nam pri tem pomagal. In potem se ti projekti vsakodnevno dopolnjujejo, širijo. Tudi sprehodi, kam greste pa to, ne? Tudi vključujejo zunanje deležnike, so rekli v šoli, pri učencih bi to zvedli, naprimer gremo v šolo se pozanimati in na koncu reflektiramo vsak. Kaj smo novega pri vas tudi, jaz bi tu želela povedati, ker tu je pa tisto, ko so največje razlike z javnim kurikulumom pa Waldorfskim. Waldorfski kurikulum se naslanja na letne čase, na naravo in v bistvu vsebine se prilagodijo letnemu času, ki je takrat. In znotraj letnega časa mi imamo dnevno vedno enake vsebine, je jutranje rajanje, ples z petjem, ki se nanaša na zimo, recimo zdaj je zima. Potem je ročno delo, ki se nanaša zimo. Mi v tem času obujamo spomine na stara rokodelstva, to se pravi, navijamo klopke volne, zdaj smo imeli tudi s kolovratom smo predli. Enostavno take stvari, ki so se včasih po zimi počele, ki so nekako etnološko že pogojene tukaj pri nas in ki pašejo v ta letni čas. Potem zunaj na vrtu, recimo se skrbi za ptice, otroci se prosto igrajo, otroci so neizčrpen vir kreativnosti in idej, kot je gospa rekla, kaj se bodo igrali. In v igri imajo oni svoje projekte in mi tistim projektom, ki jih oni iz igre dajo ven, jih spodbujamo in jim pomagamo pri tistem, jim pa ne diktiramo, ne dajemo navodil, kaj oni morajo, kako. Mi jim samo urejamo, da je okolje varno, pomagamo pri kakih težjih konfliktih, pomagamo pri materialih in potem oni sami imajo svoje kreativne projekte, recimo damo jim na vrt materiale, kot so smrekove veje, mah, v jesenje slama, bale slame, oni delajo za slamo. Skratka, ogromno teh naravnih materialov, ki bi bili mogoče na kakej kmetiji, ki je v naravi za najti, tudi poskrbimo, da je na našem sonaravnem igrišču tega na voljo in potem otroci gradijo hiše, kopljejo rove, delajo labirinte, sami si naredijo poligone in potem gibalno se preizkušajo. Potem delamo sami recimo sani za sneg iz žaklov in iz sena, skrbimo za ptice, obdelujemo vrt. Skratka, torej, čas nas je, bom rekel, pripeljal do konca. Hvala lepa, še bi verjetno lahko kakšno uro govorili, še marsikaj bi bilo za vprašati. Vse dobro vam želim, hvala lepa za obisk v studiu, vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa seveda nasvidenje in tudi prihodnji teden se vidimo.